No, kot prvi zgled bom vzel primer naboja, ki je enakomerno razporejen po površini krogeljne lupine. Torej, spet je to za začetek morda čist šolski primer, ampak zelo hitro bomo videli, da ima ta primer tudi praktično uporabno vrednost. Torej, bomo kar takole dali polje naelektrene. Spet bom dal v narekovaj krogeljna lupina, kot sem dal v narekovaj ravnina, kot sem dal v narekovaj premica in tako naprej. Torej, polje naelektrene krogeljne lupine. Torej, mislimo si, da so naboji enakomerno razporejeni po površini krogle z nekim radijem. Ne? Naboj bom označil s Q, naboj na krogli. Torej, čist nematerialno je zaenkrat, kasneje bo to kovinska kroglica. Kasneje bo to kroglica, ki jo boste imeli na prvi laboratorijski vaji. To bo ping-pong žogica, ki je premazana z prevodno barvo. Ampak zaenkrat abstraktno, tako kot naelektrena premica, ki je kasneje žica, naelektrena ravnina, ki je kasneje plošča in tako naprej. No in seveda, govorili bi lahko tudi o gostoti ploskovno porazdeljenega naboja. To je pač naboj deljeno s površino krogle, ki je pač 4πr nič kvadrat. Tako. No, in ko rečemo polje, nas pravzaprav zanima vektor poljske jakosti povsod v prostoru. No, in tukaj imamo pravzaprav prostor nekako že naravno razmejen na notranjost lupine pa zunanjost. To se pravi, mi moramo odgovoriti, kaj je z EM znotraj pa kaj je z EM zunaj. Verjetno, morda celo poznate odgovor. Kakšno je polje znotraj? Zna kdo dokazati? Prosim? Ja, to ste zdaj tako pesniško rekli. En bo pa rekel, jaz pa ne verjamem, da je ta vsota nič, kako mu boste dokazali? Res je nič, res. Ampak mi moramo to trditev podpreti z dokazom. En je lahko zloben pa reče, jaz ti pa ne verjamem. No, kjer je dva nasprotna? Tukaj eno točko vzamem. Kjer je dva nasprotna se odštejeta? Kjer je dva? Prosim? No, vam bom sledil. Čeprav bo treba potem še, ampak v redu. Sej, no takole, eno točko. V redu, kaj pa zdaj? Zdaj moramo pokazati, da je polje v tej točki enako nič. Kjer je dva vektorja sta zdaj nasprotna? Iz kje iz središča? Ja, v središču nimamo nič, naboj je na površini. Iz tega roba. Pravokotnico čez te, takole. Kaj pa potem? V redu. Vam bom sledil. Pravokotnica, kaj pa zdaj? Zdaj se bojim, da bomo zdaj ogromno nekih črt narisali, pa ne prišli koraka naprej. Torej, na kaj vas želim opomniti, se vidite, Zdaj, če imamo trditev, jo poskušajmo dokazati.
No, in zdaj bomo mi, rečemo, prišli do tega rezultata, da je, rečemo, tam nič. Ni to edini način, da pridemo do tega rezultata, imamo še kakšnega drugega, tako da ste povabljeni, da razmišljate, kako bi pokazali, da je polje znotraj nič. Kaj pa zunaj, kaj pravite? Q lomljeno z Y nič, to se pravi, da je polje zunaj homogeno. A mislite? Aha. Ma kakšen? Točno, gledajte ga. Zunaj bo pa polje takšno kot od točkastega naboja, oziroma kot da bi bil ves tale naboj na tej sferi stisnjen ali pa skoncentriran v tej točki. To se pravi, zunaj bo polje kot od točkastega naboja, znotraj bo pa nič. Torej, rezultate poznamo, ne znamo pa tega pokazati, s pomočjo Gaussovega zakona bomo pa to izpeljali. V redu? To se pravi, lahko tudi vsakega drugega prepričamo. No, takole bomo začeli razmišljanje. Jaz bi tole, kot rečeno, zbrisal, tako da nas te črte ne motijo. Rekli smo, da nas zanima notranjo zunanjost. Takole predlagam, da skozi središče potegnemo premico. Potegnemo premico. V naslednjem koraku pa dajmo z ravninami, ki jih nizamo pravokotno na to premico, razrežemo to lupino. To se pravi, potegnem premico in potem nizam pravokotne ravnine na to premico in na ta način navidezno razrežem to naelektreno lupino na kaj? Na obroče. Zdaj, električno polje obroča pa poznamo, ne? In zdaj, če je to točka, kjer nas polje zanima, točka na premici, saj ta premica je pa itak poljubna, ne? To se pravi, imamo v igri zdaj splošno točko. No, in vsak takle naelektren obroč smo pri tistem zgledu ugotovili, da ima električno polje vzdolž osi. Ker ima pa vsak obroč polje vzdolž osi, je tudi polje naelektrene krogljene lupine vzdolž te osi. Katera pa je ta os? Ja, to je pa radialna os. To se pravi, iz tega ven sledi, da je električno polje radialne smeri. Torej, s tem premislekom smo ugotovili, da je električna poljska jakost enakomerno naelektrene krogljene lupine radialna. To se pravi, polje je radialno. Tja ali pa nazaj, odvisno od tega, kakšen je naboj. Ne? Če bo naboj pozitiven, verjetno tja, sicer nazaj. Zdaj, novo vprašanje je, kolikšna pa je ta jakost, oziroma ta komponenta. Še to moramo ugotoviti, pa smo zmagali. No, tukaj si pa pomagamo z Gaussovim zakonom, ki pravi, da je pretok skozi ploskev sorazmeren objetemu naboju. Ta ploskev je pa splošna. Zdaj bom pa jaz vzel za to splošno ploskev nekaj, kar bo dosti enostavno. In če je polje radialno, tamle imamo pa skalarni produkt vektorja in ploskvice, potem je skoraj logično, da vzamemo kot ploskev kroglo, ki je koncentrična k tej lupini. Torej, A je krogla, rečemo polmera R, ki je koncentrična k lupini, naelektreni lupini. Kaj to pomeni? Da sem jaz tukaj kot ploskev izbral eno takole krogeljno površino ali pa takšnole. Torej, ta R je lahko večji ali manjši, bomo vzeli od R nič. Jaz organiziram eno kroglo znotraj, eno pa zunaj. Ker ta Gaussova ploskev, kot jo tudi imenujemo sklenjena ploskev,
poljubna, si pač izberem. Ne? In bomo takole rekli. Integral skozi tako ploskev EDA je zdaj kakšen. Ker ugotavljam, da je električna poljska jakost radialne smeri, ploskev oziroma ploskvice na tej krogli imajo pa tudi radialno usmeritev, to se pravi, sta to dva vzporedna vektorja, se strinjamo. Torej, ta dva vektorja sta vzporedna, ugotavljamo, da je polje radialno in izbiramo kot ploskev, izbiramo kroglo, to se pravi, sta ta dva vektorja vzporedna. No, seveda, če je ta v radialni smeri in ta tudi v radialni smeri, potem lahko tole pišemo tudi takole. E radialni krat dA radialni. Ne? Torej, komponenta, radialna komponenta te ploskve. Vse druge so itak nič. Ne? No, ker so pa vse točke na tej krogli ali na tej krogli enakovredne, se to je rotacijska simetrija. Torej, če imam jaz na elektreno lupino, potem so vse točke, ki so enako oddaljene, po vprašanju radialne komponente verjetno enakovredne. To se pravi, da je to, na tej površini je tale vrednost konstanta in gre lahko pred integral. In ostane kaj? Seštevek ploskvic na krogli z radijem R po celi površini. Kolikšen je pa ta integral? Tako, to se pravi, da je to enako ER krat 4pi R kvadrat. To se pravi, mi smo ovrednotili zdaj levo stran Gaussovega zakona. Kaj pa desna stran? Desna stran pa pravi, to je pa objeti naboj. Tukaj imam pa dve možnosti. Ali je ta R manjši od R nič ali več kot R nič. Če je manjši kot R nič, to se pravi, da je to letale slika, potem s to kroglo ne objamem nobenega naboja. To se pravi, da je tole nič, če je R manjši od R nič, ne? Oziroma enako je naboj z epsilon nič, če je R več kot R nič. To je vse. Zdaj nam ostane kaj? Samo da tole prenesemo na drugo stran in že dobimo. Radialna komponenta, to je tisto, kar smo iskali, je enako nič, če so točke znotraj, in naboj za 4pi epsilon nič R kvadrat za točke, ki so zunaj. Torej, dobivamo rezultat, ki smo ga mi že vnaprej poznali, samo vedeli nismo, da je to res. Zdaj imamo potrditev. Torej, z uporabo Gaussovega zakona ni treba več sejeti čarovnika, to tako je, pa ne me spraševati, zakaj je, zdaj lahko to tudi pokažemo. In za tako znanje se tudi vi zavzemajte in trudite. Ne, da boste nekaj vedeli, pa ne veste, od kje, pa kaj, pa zakaj. Ampak da veste, ker potem boste v pogovoru do drugih tudi močni. Tudi, ko boste v službo prišli. Vaše zadeve trditve bojo toliko močne, kot boste imeli močne argumente. Če argumentov ne bo, vas partner ne bo jemal resno. Torej, ne moramo reči, to tako je, ampak moramo to zagovarjati in upravičiti. No, seveda, treba je zdaj zadevo le še narisati. Takole. Torej, rezultat, kot vidimo, je pretrgana funkcija. To je tisto, kar smo pravzaprav ugotavljali že pri ravnini, tudi pri dveh ravninah. Zdaj ugotavljamo, ne, da je poljska jakost ob površini ali pa ob lupini, tej krogleni lupini z nabojem nezvezna. No in to bomo kasneje enkrat o tem splošno govorili in bomo to nezveznost pravzaprav tudi zapisali z eno tako, bi rekel, strogo formulacijo, ki bo obča. Temu bomo rekli tudi mejni pogoj. No, jaz se s tem posebej ne bi ukvarjal, vam bom pa en rezultat pri tej nalogi tule samo prišepnil.
ga ne bomo dokazovali, ker morda ni tukaj pravo mesto, bomo kasneje to, bi rekel, splošno naredili. Namreč v sami tej lupini, če bi tam naredili eno lukenco in bi šli z neko merilno sondo, ne, na tisto mesto, bi ugotovili, da je tam pa poljska jakost polovična. No in seveda največja vrednost je po tej formuli kaj? Naboj za 4pi epsilon radi na kvadrat. No, če bi še naprej pisali, bi tole ugotovili, da je tole tudi sigma z epsilon nič. To se pravi, največja vrednost je tik ob površini in korelira z gostoto ploskovnega naboja, pravzaprav nekaj podobnega, kot smo srečali pri ploščnem kondenzatorju. Ne? Električna poljska jakost vmes, ne, med ploščama s plus minus sigma je bila določena sigma z epsilon nič. Ne? Torej, tudi tukaj se nam pravzaprav neke stvari že malo kažejo, ampak ne še toliko, da bi lahko rekli, da je to splošno, čeprav bomo kasneje ugotovili, da je to kar splošno. Ne samo za te lepe geometrije, ampak tudi za kakšne najbolj čudne geometrije. Tako. No, seveda tole je pa padanje s kvadratom oddaljenosti. Ne? Torej, to, kar je kolega tam rekel, zunaj je polje takšno kot od točkastega naboja. Ne? Torej, ta formula je pravzaprav formula točkastega naboja. In zdaj morda se lahko spet nazaj k točkastemu naboju vrnemo. Mi smo takrat rekli, ja, točkasti naboj, ampak tega ni, fizično ga ni. Najbolj se točkastemu naboju nekako približa elektron. Samo kdo ga bo namer držal. A ne? Torej, točkastega naboja ni, čeprav ga mi v naših računih vpletamo v razmišljanja in tako naprej. In zdaj vidimo, da je ta formula takšna, kot da bi bil naboj v centru, pa ni tam. To se pravi, nam tukaj točkasti naboj zdaj funkcionira kot matematični model. To se pravi, matematični model za električno polje zunaj je naboj, ki bi bil v centru, ki bi bil. Dejansko je na površini.